Kot najavljeno bo Svet Slovenske demokratske stranke danes odločal s tajnim glasovanjem o moji zaupnici. Od tega glasovanja je odvisno moje mesto predsednika Slovenske demokratske stranke in tudi mesto predsednika vlade. Glede na rezultat glasovanja sem pač odločil in sprejel konsekvence. Kot že rečeno, ne drug rezultat zame ne predstavlja težave, vendar pa so tako za enim ali drugim rezultatom seveda zelo jasne posledice, ki ne zadevajo samo meni. Svetu stranke bom pojasnil stvari, ki v poročilu protikorupcijske komisije držijo in stvari, ki ne držijo. Nimam nobenih težav s tem. Po skoraj 35 letih dela je celotno moje premoženje vredno manj kot 300 000 evrov, obsega polovico stanovanja v Ljubljani, vikend hišo v Bovcu in nekaj podedovanih kmetijskih parcel. Družinska hiša v Velenju, v katero smo se preselili, je pod hipoteko in kredit sem komaj začel odplačevati. Lastnica druge polovice stanovanja v Ljubljani je žena in tudi odplačuje kredit za to in ga mora tudi praktično odplačati v celoti. Torej, celotno moje premoženje po skoraj 35 letih dela je manjše, kot pa je razlika v ceni pri hiši, ki sta je recimo Kučan in Stanovnik kupila leta 1992 od države in med ceno, ki jo ima takšna nepremičnina danes. Če bi jaz res imel takšne vere, kot navaja protikorupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil v nek zaselek pri Šentilju, ampak v Rožno dolino ali pa v Murgle, ker bi si kupil kakšno vilo. Torej, kar se tiče mojega premoženja, nimam nikakršnih težav. V poročilu protikorupcijske komisije so nekatere napake, ki sem jih naredil, korektno navedene. Gre predvsem za zamudo, za napačno ceno pri avtomobilu in za neporočanje o dveh poroštvih, kjer pa gre v enem primeru za poroštvo za kredit stranke, ki je bilo v tem času ukinjeno. Če bi me protikorupcijska komisija o tem vprašala, bi jim ta podatek lahko tudi dal, vendar tega vprašanja ni bilo. In gre za soglasje pri tem, ko je žena zastavila za kredit polovico stanovanja, ker sem solastnik. In tega niti nisem razumel kot poroštvo. To so pač te stvari. Kakšnokoli vprašanje na to temo bo na svetu pripravljen zelo natančno pojasniti. Kar se tiče političnih konsekvenc, seveda ne pričakujem, da bo ta zadeva končana. Glede na izjave predsednika Državljanske liste bodo verjetno sproženi postopki v Državnem zboru. Jaz se te razprave pravzaprav veselim, čeprav mislim, da imamo bolj pomembno delo. Ni pa, kot že rečeno, to zame nikakršen problem, tudi morebitno izglasovana nezaupnica v Državnem zboru meni osebno ne predstavlja nikakršnega problema. Se pa mora tisti, ki bi jo predlagati, zavedati političnih konsekvenc in situacije, ki bi v tej državi nastala. Stranka bo danes razpravljala tudi o morebitnih alternativah, ki se ponujajo, predvsem za eno, to je tehnična vlada. Odločila se bo o tej varianti, ali je to v primeru izglasovane nezaupnice za Slovensko demokratsko stranko sprejemljiva alternativa. Če se Svet Slovenske demokratske stranke ne odloči, da je to sprejemljiva alternativa, potem tehnična vlada ni možna, je samo politična vlada z Pozitivno Slovenijo kot osrednjo stranko. To ni tehnična vlada in gre enostavno za spremembo politične barve in programa znotraj obstoječega razmerja sil v Državnem zboru. Pri tem seveda Slovenska demokratska stranka ne bi sodelovala in vsi ostali, ki bi sodelovali, bi seveda morali sestaviti novo koalicijo, nov program in vse ostalo. Jaz osebno s tem nimam težav, mislim, da tudi stranka s tem nima nikakršnih težav in da bo eden od zaključkov današnje seje to, da smo pač pripravljeni na vse variante. Za Slovensko demokratsko stranko nobeno od teh ne predstavlja, po mojem mnenju, nikakršne težave.
Drugo pa je, kaj politična nestabilnost v tem času pomeni za Slovenijo, kam nas bi to potisnilo in kdo bi plačal pravce. Toliko, mislim, da imamo še par minut, če so kakšno vprašanje. Mene zanima vse gospodino, predvsem vse položnice za vse nepremičnine, registracija vzdrževanja vozila in vseh 6 potovanj, kjer ni bilo dobro pojasno. Kdo je plačal to, ker glede na navedeno premoženje vaše žene ne more kriti in vseh stroškov in potovanja vsega, kar je navedeno. Torej, kot veste, se v zakonu stroški plačujejo skupaj. To, da jaz nakažem ženi in tam ne napišem, da gre to za položnice, polno iz tega plača položnice, to ni nikakršen prekršek, to je velika neumnost, ki je napisana v tem poročilu. Kar se tiče plačila nepremičnin, je celotno plačilo za vse nepremičnine v celoti dokazano in evidentirano. Jaz sem že pred volitvami leta 2011 objavil vso verigo pogodb, preko katerih sem pač prišel do nepremičnin. V komisiji sem potem na dodatno vprašanje posredoval tudi pogodbe izpred časa, ki ga je komisija preiskovala, tudi vso ostalo dokumentacijo. Res pa je, da jaz komisiji nisem dostavljal odrezkov za plačilo stroškov za stanovanja izpred 6 ali 7 let, ker jaz teh odrezkov nimam. Za 9 evrov položnice jaz ne hranim. Mislim, da sem edini predsednik parlamentarne stranke, od katerega se je to zahtevalo. Zdaj, kar se tiče potovanj, sem jaz v komisiji pojasnil, tudi povedal v posamečnih primerih, pri kateri agenciji so bila plačana ta potovanja in kako. Ni nobena skrivnost, da gremo s prijatelji enkrat na leto, razen v zadnjih 2 letih, zaradi objektivnih razlogov, na neko potovanje. Golf aranžma v Dominikansko republiko stane približno 1200 evrov, Mauritius 2-krat toliko, lahko preverite kjerkoli pri agenciji. Potovanje na Švedsko je bil obisk pri hčerki, ki je tam študirala, karta z letališča v Trstu do Kemenhavna je stala točno 200 evrov in to smo povedali komisiji. Res pa je, da nimam odrezka plačila za teh 200 evrov, zdaj, če je to največji problem, bi ga morda lahko tudi poiskal, tako da nobena od teh zadev ni ostala nepojasnjena. Res pa je, da je komisija enostavno napisala, da s temi pojasnili ni bila zadovoljna. Zdaj je pa treba seveda določiti postopek, ki bo objektivno določil, kaj je zadovoljivo pojasnilo in kaj ni zadovoljivo pooblastilo, in komisija se mora tudi vprašati, ali ima pooblastila, da od mene zahteva avtorske pogodbe iz leta 1992. Jaz sem kljub temu te pogodbe komisiji poslal. Samo dva naslova mojih knjig sta bila prodana v 85,000 izvodih. To je prihodek, ki sem ga pač vlagal takrat še v času, ko so starši, oziroma ko je brat obnavljal hišo staršev. Komisija na voljo sodni akt o dedovanju. Ko se starša umrla, sta pač zapustila hišo in nekaj zemljišča. Jaz sem od te dedične dobil travnik, sestra je podedovala njivo, brat pa je dobil hišo in parcelo in smo se takrat pač dogovorili, da se nekaj 10,000 evrov, ki jih je prej posodil, in sem tudi navedel komisiji, kdaj pokompenzira iz te dediščine. So te listine so pač na voljo. Tudi priče so, ki bi jih lahko končno vprašali. Če bi komisija ravnala po zakonu in 7 dni pred izdelavo zaključnega poročila poslala osnutek, kot je bila dolžna, potem bi jaz na te stvari tam odgovoril in to poročilo bilo pač bistveno krajše. Toliko okoli tega. Tudi to dejstvo, da se je tukaj namerno spregledalo, da se je prej obveščalo samo enega od predsednikov parlamentarnih strank, oziroma 2, ki sta bila pregledana, zbuja dodaten sum, da so bili tukaj prisotni dodatni. Tudi to ravnanje, se opravičujem, ker to dodajam, kolege Viranta, ki je za to poročilo kot eden od tistih, ki so ga preiskovali, izvedel en dan prej, ki je sklical tiskovno konferenco včeraj ob 3, čeprav je vedel, da imamo uro za ten koalicijski sestanek, ki v vsem tem času ni našel minuto časa, da bi poklical koalicijskega partnerja in ga vprašal, ali te stvari držijo,
ali ne držijo, ali počakal na sestanek, ker sem jaz te zdaj pojasnil. Vzbuja dvome, da je zadaj nek širši načrt, da se pač menja sedanjo vlado, povzroči politično nestabilnost in prepreči tisto, kar mora pač slediti iz realizacije zakona o stabilnosti bančnega sistema in zakona o Slovenskem državnem holdingu. Še kakšno vprašanje? Gospod Janša, vi predlagate danes svoj odstop svoje stranke. Ali vidite znotraj vaše stranke SDS kakšnega naslednika? Kdo bi to bil? Torej, jaz ne želim v tem trenutku ničesar špekulirati. Svet bo prav razpravo s praktično nobenim članom sveta, skoraj 300 članov, je pač nisem govoril, ne vem, kakšno je njihovo mnenje. Pripravljam se odgovarjati na vse vprašanja in tudi pojasniti okoliščine, v katerih v zadnjem času pač dela vlada, pa tudi jaz osebno. Ne, sej to, kar se je zgodilo s tem poročilom, ki je bilo dano v javnost brez tega, da bi nam bil poslan osnutek, je samo nek vrh ledene gore. Ne. Praktično vsak teden je nek osebni napad neki objavljen name, na družino, na ženo, na otroka celo. Lahko rečem, da so nas pred 22 leti napadli s tanki, letali, streljali so na nas, kratli so nam svobodo in stregli po življenju, niso se pa spravljali na male otroke. Zdaj v zadnjih časih se v Sloveniji tudi to dogaja. Tudi retorika, ki se uporablja, je bolj radikalna, kot je bila v času vojne in to me čisto državljana te države, če grem še zdaj v to patetiko skrbi.